Spoštovani gospodje, lep dober dan. Sem bil prehiter. Ja, to je vedno poseben trenutek, ko danes sicer tik pred zdajci najavljamo še posebej slavnostno otvoritev, ki se bo zgodila, kot veste, jutri. Z nami so ustvarjalci tega večera. Pozdravljam gospoda Uroša Lajovica, dirigenta, gospoda Damjana Damjanoviča, direktorja Slovenske filharmonije, potem naše soliste, gospoda Marka Cvetka, Aido Čorbačič in pa gosta iz Sofije, gospoda Iva Jordanova, ki je vskočil v samo zasedbo. In pa še posebej sem vesel, da je z nami tudi minister za kulturo kantona Sarajevo, gospod Ivica Šarić, sicer tudi znani operni solist. Če se smem nekoliko pohvaliti, pred leti smo tudi s strani mesta Sarajevo dobili priznanje Sarajevska vrata. Hvala lepa. Tudi sicer boste videli, da smo v tem projektu Carmine Burane združili kar nekaj sil iz različnih mest v regiji in po včerajšnji generalki moram reči, da sem izjemno dobre volje, kajti če ne bo kakšnih električnih ali drugih izpadov, bomo lahko uživali ob lepi predstavitvi Carmine Burane. Toliko v tem začetku. Kot veste, danes zvečer tudi koncert v Trstu. To je prvič v zgodovini dveh mest in v zgodovini festivala Ljubljana, da bomo na predvečer dneva otvoritve gostovali na Piazzi Unitan, torej na Velikem trgu v Trstu, z istim delom. Kot vidite, imamo srečo tudi z vremenom. V Trstu že sije sonce, v Ljubljani bo sijalo jutri, pa tja do 1. septembra, ko bomo zaključili z našim festivalom. Zdaj pa bi jaz kar poprosil gospoda Lajovca. Mogoče samo še anekdota, kako je do te Carmine Burane sploh prišlo. Lani je bil zelo jezen zaradi ozvočenja in tudi programsko je imel nekaj pripomb in pa je rekel, zakaj ne delamo Carmine Burane, s neko s kom, pa je rekel z mano. Ja, dobro, bomo pa naredili, tako da zdaj pa povej. Ne, dejansko, jaz sem velik nasprotnik ozvočevanja. In če je že treba ozvočevati zadevo, ker je seveda nujno na odprtem prostoru, ker pač ni primernih sten okrog, je pač treba ozvočiti, vendar je to treba narediti na en način, na katerega se je običajno šlo s pretiravanjem. In ponovadi je bil zvok popačen, predvsem je bil izjemno močan in bi rekel, ti ozvočevalci ne poznajo dialektike. Mislijo, če je na glas zdaj dobro. Ne, če je na glas, je samo na glas. Če bo dobro, je druga stvar. Ne? In imam občutek, da danes živimo v enem strašno hrupnem svetu, kjer predvsem mlajši ljudje ne prenesejo tišine. Ker v tišini si nenadoma sam sabo. In ker nisi navajen biti sam sabo, nima sam sabo kaj početi. In zato rabiš hrupen zvok okrog sebe. No in tokrat smo, kar se ozvočevanja tiče, občutek imam, da bomo dosegli spet bom rekel, ta dialektični napredek, ker imamo enega ozvočevalca, ki se pač spozna na muziko. To je dobro. Ne? To je ena stvar. Druga, da je prišlo do tako velikega ansambla, do take velike sinergije, neverjetno velike množice pevcev, seveda ne tako velike kot pred 2 letoma, ko ste 3 leti, ko ste svetovne rekorde postavljali, ne?
z osmo Malarevo, tudi to, mislim, smisel ne nima to presegati, vendar, kot je gospod Brlek zdaj pred par dni v razgovoru rekel, ob tem, da sodeluje zbor, slovenski komorni zbor iz Slovenske filharmonije, da sodeluje operni zbor naše operne hiše, obenem sodeluje tudi operni zbor Sarajevske operne hiše in zbor Ivan Goran Kovačič. In prihaja na enem, spet bom isti izraz uporabil, dialektičnem spirali znova do utrjevanja srednjeevropskega duha in povezovanja kljub političnim mejam, povezovanja recimo narodov, velikih regij, ki podobno mislijo. In tako da sem zelo vesel sem seveda tudi obeh orkestrov, filharmonije in opernega orkestra. In na tretji strani, da tako rečem, še ene velike pridobitve festivala. Letos je na tem velikem odru so akustična pomagala, ki izjemno pripomorejo k razumevanju, medsebojnem razumevanju na odru in upam tudi v prostor sam. Solisti, prvo Aida Čorbačić iz Sarajeva, Ivo Jordanov iz Sofije in Marko Cvetko iz Zagreba. Ta postava spet točno sledi tej srednjem evropskemu duhu povezovanja in enotnega kulturnega prostora. Hvala lepa zaenkrat. Hvala lepa, gospod Lajovic. Seveda bomo kasneje slišali še tudi soliste. Zdaj bi pa predal besedo gospodu Šariču, ki je gost festivala, dragi, in ki seveda tudi zastopa sarajevski kulturni del v sodelovanju letošnje otvoritve. Prosim. Ja vas također sve srdačno pozdravljam. Kad sam boravio na konferencijama za štampu kao umjetnik, uvijek mi smetalo, svi se drugi više ispričaju nego oni radi kojih smo došli na konferenciju za štampu, zato ću ja da budem vrlo kratak, ali ću i da izrazim veliko zadovoljstvo da suradnja između Sarajeva i Ljubljane napreduje. Nekada prije rata to je bilo potpuno normalno, Sarajevska opera je dolazila redovno na festival u Ljubljanu, međutim rat je prekinuo kao i sve, napravio devastaciju i kadrovsku i materijalnu, međutim evo došli smo do toga da hor Sarajevske opere gostuje večeras ovdje, da naša solistica Ida, izvanredna solistica također gostuje u ovoj predstavi, da hor gostuje večeras ovdje nakon što je prije 2 dana nastupio sa Bečkom filharmonijom na velikom koncertu u Sarajevu u Vijećnici, prije toga s Milanskom Skalom, u ratu je čak nastupio i sa Mehtom u Mozartovom rekvijemu. Ja se iskreno nadam da neće mnoge stvari koje Bosnu i Hercegovinu pogađaju, ako to nije rat, onda se desi poplava i taman kad krenemo naprijed, uvijek se nešto desi što uspori, a kultura je ono o čemu razmišljaju najkasnije, tako da ćemo ovu suradnju sigurno nastaviti i da ćemo se viđati i u Sarajevu i ovdje, a moram i to da spomenem da hor Sarajevske opere je izveo Carmenu Buranu do sada blizu 120 puta. To je bila ona kultna predstava koja je dugo trajala, koja je također nastupila na festivalu u Ljubljani, tako da će opravdati povjerenje koje je dao maestro Lajović i gospodin Brlek. Ja vam zahvaljujem, čestitam na uspješnom festivalu i želim puno još lijepih programa i manje briga pri organizaciji festivala. Hvala lepa. Hvala lepa za te besede. Kot vidimo, je
eden od stebrov programov festivala Ljubljana tudi Orkester Slovenske filharmonije, s katerim že vrsto let uspešno sodelujemo pri vseh največjih programih festivala Ljubljana. In to ni naključje, gre za načrt, ki sva ga pred leti zasnovala z direktorjem Damjanovičem. Mogoče, gospod Damjanovič, še nekaj besed z vaše strani. Hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Kot je direktor festivala Darko Brlek omenil, to sodelovanje se je načrtovalo nekaj let in v bistvu se dokazuje stvari, da ta razdruževanja in pa selekcioniranje tako institucij, kakor umetnikov ne pelje nikamor. In že moji predhodniki so kar nekako omenili ta nasprotovanja in jaz osebno jih pač jemljem tako, da ta nasprotovanja so ena pot do združevanja in to, kar politika razdružuje, kultura združuje. In vesel sem, da tu za to mizo sedijo moji prijatelji, ki so tega mnenja, da smo mi tisti, ki smo poslani za to, da določene stvari, veze in kulturo kot tako uporabljamo v pozitivne in dobre namene. Verjamem, da bomo za drugo leto na festivalu še te moči okrepili. Časi nam niso vsi najbolj naklonjeni in če smo si kdaj bili v nasprotnih mnenj, danes vse skupaj bolj prihajamo v te tako imenovane lepe zvočne akorde. Tudi z Urošem se včasih razlikujeva v mnenjih, on je tak železni klasičar, jaz sem bolj multipraktik v vseh stilih in včeraj mi je tako simpatično rekel, ko sem rekel, daj pust malo pri mir, naj bo malo bolj na glas, je rekel, ti si rocker, nimaš pojma. Tako da, ne glede na ta različna stališča, vsi sedimo danes tukaj, se razumemo, potujemo skupaj v Trst in jaz verjamem, da bo še kdaj kam drugam odpotovali v tej obliki. Hvala za enkrat. No, zdaj vidite, da tudi naša usklajevanja in delo in tisto, kar potem predstavimo v eni taki lepi popeglani zgodbi, so kar precej zanimiva in da je seveda veliko različnih mnenj in pa veliko dialoga, ki na koncu pripelje do tega, da lahko poslušamo na odru pač neko delo oziroma soliste. In jaz sem včeraj dvakrat imel možnost slišati Aido v Carmini Burani in moram reči, da sem izjemno užival. Tako da, Aida, prosim. Lepo pozdravljeni. Jaz sem tako srečna, kot da bi domov prišla. V bistvu je tako, ker že pred 20 letih sem bila živela tle, ne? In to je moj kraj, ker sem hodila v srednjo glasbeno šolo kot begunka takrat. Tako da sem ponosna in srečna in navdušena in zahvalna predvsem gospodu Ninosu Verberju, direktorju Fundacije za glasbene umetnosti v Sarajevu, ki pomaga mladim umetnikom, glasbenikom. Tako da sem prek njega imela priložnost sodelovati z maestrom Lajovicem, ko smo delali Mahlerjevo 4. simfonijo. Potem pa prejšnje leto sem spoznala gospoda Brleka, tako da je vse tako šlo, no, kot je, ne, tako da sem danes tukaj in sem zelo srečna, tako da, hvala. To je vse, kar lahko povem. Hvala. Ja, hvala lepa. Gospod Verber, tamle ni samo to, ampak je tudi direktor festivala Majski večeri, Sarajevske majske večeri muzike, hvala lepa. Evo vidite, to je tako, če imaš ministra, da ti tako iz prve roke pove, ki je letos tudi postal član Evropskega združenja festivalov z tajnim glasovanjem na generalni skupščini v Sarajevu. Tako da vse čestitke. Gremo naprej. Gospod Marko Cvetko je iz Zagreba in tudi to je zelo, kako bi rekel, posebna, specifična vloga. Prosim, gospod Cvetko. Lijepi pozdrav svima. Prije svega zahvalio bi se naravno direktoru festivala i gospodinu
maestru Ravicu što su mi ukazali čast da sudjelujem na festivalu koji mogu slobodno reći da je jedan od najvećih ovdje na ovim prostorima, jedan od najljepših kad pogledate ovu programsku knjižicu. Zaista je vrlo različita i jako mnogo umjetnika ovdje sudjeluje i zbilja je velika čast biti dijelom ovoga i sudjelovati na otvorenju. A što se tiče Carmine Burane kao takve, sve 3 dionice solističke su iznimno teške, ali su zapravo iznimno zabavne. Jer nikad ne znate što će izaći iz vas. Može biti dobro, može biti loše, najčešće je dobro, uz Božju pomoć. Jer tonovi koje treba proizvesti ljudsko tijelo su iznimno visoki, ali eto, trudimo se koliko možemo, pa nadamo se da ćete i vi biti zadovoljni kao i naša publika večeras. Hvala lijepo. Hvala lepa, gospod Cvetko. Ivo Jordanov is from Sofia. He can follow us when we speak Slovenian, but I am not sure that all of us can follow Bulgarian, so I switch to English. Please. I'll have to. Good morning. I'll have to speak in English. First, a great thank you to the festival and to the Maestro Lajovic for having me here. It's a great honor singing at the opening of such a big and old with tradition festival. And talking about the festival, it's a real miracle that they can have such a huge program as this one in a moment of economic crisis and everything that happens in Europe. It's really a miracle. As for the Carmina Burana tonight and tomorrow here, yesterday during the general rehearsal, I've seen the people at the square dancing and enjoying themselves very much, small children playing with their mothers. So I'm convinced that the classical music does not belong to a museum, and I'm convinced that people should enjoy what they're seeing on stage because we are enjoying ourselves very much. And I would ask you to tell the audience to have fun tonight and tomorrow, to bring some wine, to bring their loved ones, to bring their children, and just enjoy Carmina because it's a splendid, it's fantastic thing, and I hope they will remember it for a long time. Thank you. Thank you. Ja, kot rečeno, danes večer smo gostje mesta Trst in pa župana Roberta Kozolinja. Jutri zvečer začenjamo z 62. edicijo festivala pod častnim pokroviteljstvom župana Ljubljane Zorana Jankovića. Pričakujemo jutri zvečer tudi veliko gostov, ne samo iz Slovenije, pač pa tudi od drugod. Vstopnice so še vedno na voljo, tukaj smo fleksibilni, smo že dobro preko 2000 vstopnic za jutrišnji večer, vendar lahko še dodamo sedeže. Prav tako so pa na voljo še stojišča, kot veste, po ceni 5 evrov v parku Zvezda. Otroci do 14. leta pa imajo vstop prost na stojišča. Omenil bi še nekaj drugih koncertov, ki se bodo zgodili, in sicer že v četrtek na isti lokaciji Ogenj in led z dvema odličnima glasbenikoma, in sicer Vasko Tanasovski in pa Vlatko Stefanovski z godalnim orkestrom, pa 7. Rekviem z Mutijem, spet ena velika zasedba, podobno število nastopajočih, kakor danes in jutri zvečer, in pa 8. julija Elina Garanča z simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Zaradi svetlobe smo Lohengrina, kot veste, preselili iz Križank v Galusovo dvorano Cankarjevega doma. Predstava se začne ob 18. uri zaradi dolžine, torej Galusova dvorana 10. julija. Potem se bomo pa še videli, ko bomo predstavljali Marijo Pahes, pa kitajski orkester, pa baletne zvezde in tako naprej v naslednjem, torej čez približno 10 dni, ko bomo vas povabili še na kakšno novinarsko konferenco. Prodaja je šla dobro. Predprodaja je finančno v enakem obsegu kot lanska, to pomeni 150 000 evrov, čeprav so bile cene vstopnic nižje. To pomeni, da je bila odločitev pravilna in da smo seveda prodali več
vstopnic. Zanimanje je veliko, kot rečeno, vreme bo lepo, tudi za v četrtek se pričakuje lepo vreme. Če bi pa slučajno se zgodil kakšen naliv, bomo pa pač toliko počakali, glede na to, da programi niso tako dolgi, da bi se pretirano zavlekli v noč. No, moram povedati, kdo je tonski mojster. Tonski mojster je Danilo Ženko, ki mislim, da bo kos nalogi. Tudi sama oprema, ki jo lahko vidite na Kongresnem trgu, pove svoje, da smo se tega lotili zelo resno. Seveda, kot je rekel že gospod Lajovic, se zavedamo, da to ni koncertna dvorana, ampak v Sloveniji nimamo koncertne dvorane z 2000 sedeži in v koncertne dvorane ne hodijo ljudje, ki so mogoče socialno nekoliko šibkejši, sploh pa ne hodijo njihovi otroci. Tisto, kar mi želimo doseči s tem, je to, da dejansko gremo iz dvoran na trge in predstavimo to lepo umetnost vsem in mogoče celo komu spremenimo življenje, ker bo kakšen otrok prvič v življenju slišal simfonični orkester ali pa človeški glas v nekoliko drugačni verziji. Festival Ljubljana je socialno senzibilen in tudi odziven in seveda tu smo zavajajoč se možnih pomanjkljivosti zavestno naredili ta kompromis. Bodo pa seveda koncerti, kot je koncert Ljebav in pa tudi Wagner in podobne zgodbe pač v dvoranah, ker jih drugače se ne da izvesti. Tako, mislim, da je to bilo vse. Smo na voljo za vprašanja, če smo karkoli pozabili. Imamo zelo veliko, torej, če to bi povedal, v Trstu so nas zelo lepo sprejeli, pripravili so kar 2 novinarske konferencije na to temo. Že na dan našega prihoda na prvo novinarsko se je v Pikolo znašla celostranska objava z naslovom Ljubljana festival se začenja v Trstu, kar 25 let nazaj sploh ni bilo mogoče misliti. V kavarnah na pijaci Notana prestreže v slovenščini. Vabim vas, da to sami ugotovite. Tako da sodelovanje, ki se je začelo že z desničarskim županom Di Piazzo in se nadaljuje z levim županom Kozolinijem, je res nekaj posebnega in moram reči, da se v Trstu, od katerega sem že precej obiskoval zadnjih 30 let, res počutil kot doma. Imamo pa tudi mi, torej ta pot je obojestranska, vedno več, vsako leto več organiziranih avtobusov in pa tudi samostojnih obiskovalcev iz Italije, Avstrije, Hrvaške in pa seveda samostojnih iz ostalih držav, ki pač na spletu bukirajo vstopnice in pridejo na določene prireditve v Ljubljano. Ne vem, če se zavedate, kaj pomeni, da bo lahko nekdo slišal Verdijev Requiem z Butijem za 9 evrov. To je, tega ni nikjer. In mi smo prispeli tudi s pomočjo italijanske ambasade, italijanskega zunanjega ministrstva, italijanske skupnosti v Sloveniji, ki sodelujejo pri sofinanciranju projekta. Tako da gre za res izjemno sodelovanje, sovpada pa to seveda tudi, je treba povedati, z predsedovanjem Italije Evropskemu svetu in pa seveda z 10. obletnico smrti Carlosa Kleiberga. Pridružil se nam je Klemen Hvala, ki vidim, da ima povito roko in gips, to je verjetno ravno nekomu zamudi. Klemen, glede na to, da ravno končuje, bom mi mogoče povedal kakšne podrobnosti o projektu, ki ga bomo izvedli v četrtek, ravno pravi čas si še zelo pridružil, tako da kar prosim, pridi sem k mizi. Evo, kar naprej, da naši gostje vidijo. Čujem, da je zamudo, jaz sem izvodo in ob 10. sem imel specialista, tako da vezal pač zelo zapestje. Sem violončelist, tako da
me je to zelo skrbelo in sem izkoristil to možnost, da sem imel tak specialistični projekt. Torej, zdaj, da na kratko razložim še projekt Fahrenheit, Ogenj in led. Komorni banalni orkester Slovenske filharmonije letos zaključuje 20. jubilejno sezono svojega delovanja. V tem času je osvojil izjemno uspešen repertoar, okoli 300 skladb, posveča se predvsem klasičnim glasbenim delom, repertoarnim, naroča nove slovenske skladbe, naročil v tem času več kot 25 novih slovenskih skladb. Včasno pa se posveča tudi drugim glasbenim žanrom, tako je nastal tudi ta projekt Ogenj in led v sodelovanju z legendarnim makedonskim kitaristom Vlatkom Stepanovskim in našim prodornim glasbenikom, saksofonistom Vaskom Atanasovskim. Vasko je za projekt prispeval 2 avtorski skladbi, to sta Trivoledi, skladba je nastala po naročilu ansambla leta 2011, in pa Midnight Summer Concerto, ki je pa pravzaprav priredba njegove starejše skladbe, ki nastala za njegov instrumentalni trio, za godalni ansambl in solistične inštrumenta, kitaro in saksofon. Časno se Vasko posluži tudi flavte. Kaj bi še povedal? Torej, projekt je bil prvič izveden decembra 2012 v Slovenski filharmoniji. Koncert je bil zelo dobro sprejet, razprodan. Ponovili smo ga 2 tedna kasneje ob zaključku Evropske prestolnice za kulturo v Mariboru. Znova razprodan koncert, na kar je tako sledilo povabilo za otvoritev festivala Lent lansko leto, kjer je bil koncert znova razprodan. Zato smo menili, da bi bilo dobro, da projekt predstavimo tudi na festivalu Ljubljana in zato se zahvaljujem direktorju festivala, gospodu Vrleku. Izšla je tudi zgoščenka, zaenkrat v promocijske namene, vendar zaradi velikega povpraševanja razmišljala o tem, da bi šla zgoščenka tudi v uredno prodajo. To bi bilo po moje povod. Hvala lepa, čim boljše zelje za roko. Torej, na odru Klemna ne bomo videli v četrtek. Ja, nesreča nikoli ne počiva. So kakšna vprašanja? Prosim, gospod Svedek. Ja, mikrofon prosim, ker smo tudi na internetu v živo in da bomo slišali tudi vprašanje. Jaz sem pregledal tale program, tako vsako leto, in moram reči, da se me iz leta v leto preseneča na kvaliteti, na vseh predstavah, ki jih pripravlja Festival Ljubljana, na katerikoli lokaciji in seveda, kot se že rekel, kvaliteti. Tako da sam ne vem, pravzaprav, smo res mi Slovenci res tako sposobni in smo tudi sposobni, kot država z 2 milijonama prebivalcev. Ponavad smo zelo skregani, ampak pri tej stvari, ko pa vi organizirate, posebej Festival Ljubljana, pa vidimo in občutimo enotnost tega slovenskega prostora. Izredno me fascinira kvaliteta ljudi, gostovanji, ki pridejo iz drugih držav, tudi iz Sarajeva, iz Bosne, kajti imam jaz osebno veliko spoštovanje do Bosne in Hercegovine, kajti osebno moram reči, da sem bil med letom 1972 in 1989 najbolj znan Slovenec v Bosni in Hercegovini. Če bi me vprašali, zakaj bi potem lahko tudi raztolmačil. Gospod Lajovec je zelo natančno povedal pač razvoj, kako naj bo tudi ozvočen. Ja, to je zelo veliko.
Mene strašno moti, da je tam bobnijo in repotajo z visokimi toni in tako naprej. Bolj umirjeno. Mogoče so drugi, kot ste vi rekel, seveda mladina rabi močno, fascinantno glasbo z velikimi visokimi toni in tako naprej. Mi starejši pač najbrž malo manj. Ampak kljub temu se moram pač zahvaliti tudi direktorju tega festivala za odličen program, katerega bo letos izvajal. Želim pač vse najboljše pri realizaciji tega. Vem pa, da imajo prav festival Ljubljana seveda težave tudi z financiranjem. To ni nič novega, ampak direktor Darko je nekaj posebnega in to že zvije na tak način, da drugi skoraj najbrž ne bi. Hvala lepa za povabilo na tiskovno konferenco. Seveda se bom rad udeležil, pa tudi ogledal in poslušal vaš program, vaše izvajanje in vsem skupaj želim prijetno bivanje v Ljubljani oziroma pri realizaciji programa festivala Ljubljana. In do sledek. Hvala lepa iz vaših ust v Božja očesa, predvsem sponzorska. Gospod Zlobec, prosim. Ja, jaz bi nadaljeval tam, kjer je kolega nehal, ne, se pravi, jaz imam ravno tako en dober občutek pred začetkom festivala, nekaj pravzaprav mi daje eno samozavest tudi v primerjavi z drugimi festivali po svetu, ne, ki imajo ravno tako težave, ampak kot kaže tukaj v Ljubljani, pa do konca festivala praktično ni nobene ovire, ki bi jo tako vi omenili in kot bi jo mi mogoče že naprej opazili. Skratka, kaže se ena gladka linija, ki bi pripeljala festival do cvetja v jeseni. Če pogledamo knjižico, vidimo, da tukaj pri enem dogodku ni zadrege, ni nekih problemov, ni nekih ovir. Skratka, kot sem rekel, občutek je dober. Ne? Zdaj Trst kot lokacija, ki je pravzaprav za Slovence pomembna od slavnega koncerta ob obletnici, ki je bila tudi slovenska, se pravi Božih narodnega doma. Tu je Ricardo Mutin napravil zelo dobro potezo, tako kot so modro potezo naredili tudi politiki, ko so se združili skupaj v Trstu, italijanski predsednik, hrvaški in slovenski, in so šli skupaj se upisati spominsko knjigo v sam narodni dom. To je zelo velik dosežek slovenske diplomacije, zlasti predsednika, ker to sicer ni bilo predvideno. Zdaj, ali bo bodoče Trst vsako leto sodeloval, to je vprašanje nadaljnjih pogovorov. Trst ima lepe lokacije, ima tudi Grad, kjer so bile tudi prireditve, so bili simfonični koncerti. Jaz vem, da sem bil enkrat z gospodom Lanutom, potem ima Park Miramar, ima Rossettijevo gledališče, ima Verdijevo gledališče, se pravi lokacij velik, so tu druge lokacije. Odvisno je, kaj bo rekel župan in kakšne bodo želje Ljubljanskega festivala, da ne bi Trst nenadoma postal tako rekoč podružnica Ljubljanskega festivala. Prej je gospod minister omenil tudi sodelovanje s Sarajevom. Možno bi bilo tudi, če bi gospod direktor Prlek kakšno prireditev tudi v počastitev prijateljstva, sodelovanja in podpore sarajevski kulturi gostoval z nekim projektom tudi v Sarajevu. Zakaj ne? V bodoče. Isto je možno tudi v okviru Zagreba in mogoče tudi Sofije, ne vem. Vprašanje je pogovorov, posebno, če so neki projekti zelo dobro naštudirani, da so pripravljeni in da se da tudi finančno to izvesti, tako da dela ansamblov prihaja od tam, kjer bi se to sicer zgodilo. Jaz mislim, da smo mi vsi skupaj lahko precej zadovoljni, ne glede, da je v tem trenutku deževno in hladno, ampak kot veste, se vreme zelo hitro poleti spremeni. Po 5-6 urah se temperatura dvigne za 10-15 stopinj, se razvedri in je
sem že rekel, opažam neko lepo razpoloženje, ljudje so optimistični in to je pogoj, da si želimo vsi skupaj eno lepo poletje, polno lepih kulturnih dogodkov. Jaz sem v enem svojem tekstu nekako sam sebe vprašal, katerih 10 dogodkov bi uvrstil med najboljše in sem gotovo, da 10 bi bilo premalo, ker jih je več kot 10. Se pravi, če bo to opazilo tudi občinstvo, potem je uspeh festivala tako rekoč zagotovljen do konca. Hvala lepa. Če odgovor na to pobudo o sodelovanju, to že teče ravno v času novinarskih konferenc in finalizacije Karmine Burane. Smo tako z festivalom Ravena, s katerim tudi sodelujemo pri tem projektu Verdijevega rekvijema, z Klaudijem Oracijem in intendantom Teatra Verdi v Trstu, se pogovarjali o tem, da bi uradno povabili zraven še druga mesta. Interes je tudi v Celovcu, potem v Zagrebu, seveda, zakaj ne Sarajevo, z velikim veseljem. In zgleda, da bomo v oktobru mesecu se tudi prijavili na evropski razpis, ki zagotavlja sredstva za to vrstne projekte. Tako da to je torej to lansko gostovanje predstave oziroma koncertne izvedbe Rosinjeve Stava od Mater, Teatra Verdi, tukaj v Slovenski filharmoniji, je povzročilo to sodelovanje in prav gotovo bo to v prihodnosti še bolj zaživelo. Kot vidimo, imamo na tem področju Srednje Evrope izjemne umetniške potenciale. Če pogledamo samo umetniške ansamble v Sloveniji, ki sodelujejo, to je tudi ena velika zgodba, vsi so v rednem programu festivala Ljubljana, od filharmonije do obeh oper in baletov, do RTV orkestra in kompletne radiotelevizije, tako da mislim, da tukaj dejansko smo prišli do tega, da se denar, ki ga država oziroma davkoplačevalci namenjajo za kulturo, dejansko porabi v pravi smeri. Tako da, ja, mi bomo, hvala za lepe besede, seveda je veliko težav. Predtem sem začel novinarsko konferenco in novinarski, seveda sem v tesnem stiku z našim računovodstvom, kajti avansi za nekatere dogodke, ki se bodo zgodili v naslednjem tednu ali še več 14 dni, seveda jih je potrebno že plačati. Ampak to je del posla. Imamo upad sponzorskih sredstev v letošnjem letu, vendar ne tako velik, kakor drugje. Mislim, da bomo na koncu vseeno prišli tam na 750–800 tisoč evrov, kar je v tem kriznem letu prav gotovo izjemno veliko in je največ v državi, pa ne samo tukaj, mislim, da tudi v sosednji Italiji in Avstriji je ta znesek kar visok. Mestna občina ni zmanjševala svojih rednih sredstev, ne vemo pa še, ali bomo tudi letno deležni rebalansa, kako smo bili zadnja leta, kar nekaj let zapored, ko je glede na finančno stanje občine torej MOL še dodatno financirala festival Ljubljana s približno 400 tisoč evri v jeseni. Tega zagotovila še nimamo. Tako da, ampak kakorkoli že, delamo na občinstvu, delamo na promociji in predvsem hvala vam, spoštovane novinarke in novinarji, za vaše poročanje, kajti to je izjemno pomembno, da programi, pa seveda vse v zvezi z njim pride do ciljne publike, ki potem seveda kupi vstopnice. Naj povem, da lansko leto je bil inkaso za 640 tisoč evrov, upam, da bo letos isti. Torej, to so kar zajetne številke, ki seveda povedo, da imamo nek produkt, ki ima svojo vrednost in za katerega so ljudje pripravljeni plačati. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ni tako, potem hvala lepa, seveda smo vam na voljo še naprej, pripravljamo jih in pregrizek.
hvala lepa gostom za prisotnost in za sodelovanje na Ljubljana festivalu in seveda vljudno vabljeni